V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dobrodošli v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja. Zbrali smo se, da skupaj prisluhnemo Božji besedi, slavimo Boga in se mu zahvalimo ter mu izročimo svoje skrbi, veselje in tudi upanje. Čeprav prihajamo iz različnih okoliščin in z različnimi bremeni, nas Bog tudi danes zbira kot svoje ljudstvo in nas vabi v svoje občestvo. Prinašam pa tudi pozdrave iz cerkve iz Kopra, iz Evangeličanske cerkve na Obali. Prejšnji teden sva bila z duhovnico Katjo v nedeljo dopoldne pri njih, kjer so imeli slavnostno bogoslužje. Oni ga poimenujejo rojstni dan cerkve in smo ga na tak način še lepše obeležili. Tudi piknik je sledil, kot je za takšne velike slovesnosti primerno. Skupaj z njimi in skupaj z apostolom Pavlom nas vse skupaj pozdravljam z besedami: milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z nami vsemi. Amen. Preden se s pesmijo in molitvijo povsem posvetimo bogoslužju, prisluhnimo še kratkim obvestilom iz življenja cerkve. Cerkev je aktivna, četudi so počitniški dnevi in so naše vrste nekoliko razrečene. Jutri v ponedeljek ob 19. uri smo vabljeni na redno molitveno srečanje, kjer v veri pred Boga prinašamo prošnje zase, za bližnje, za cerkev in za svet. V sredo ob 19. uri smo vabljeni na ogled tukaj v cerkvi sodobnega krščanskega filma s slovenskimi podnapisi z naslovom Neopevani junak, Unsung Hero, ki je posnet po resničnih dogodkih. Film pripoveduje navdihujočo zgodbo o veri, družini in zaupanju v Boga sredi življenjskih preizkušenj. Torej v sredo ob 19. uri ogled filma. Naslednjo nedeljo ob 10. uri smo znova lepo vabljeni v cerkev na osrednje tedensko bogoslužje. V preteklem tednu so pri naši cerkvi potekala otroška poletna srečanja z naslovom Skrbniki našega planeta. 3 dnevi polni iger, ustvarjanja, delavnic, zabave, petja, druženja in spoznavanja svetopisemskih zgodb. Iskreno se zahvaljujemo vsem animatorjem, prostovoljcem, kosačem, sodelavcem, ki so svojim časom, znanjem, predanostjo omogočili izvedbo. Hvala pa tudi staršem za izkazano zaupanje in otrokom, ki so svojo radovednostjo in veseljem napolnili naš okoliš. Veseli smo, da so ta srečanja pokazala, kako pomembno je, da otrokom in mladim posvečamo pozornost in to skozi vse leto. Zato že pripravljamo nove dejavnosti za otroke pod skupnim imenom Klub radovednežev. Prva priložnost bo v nedeljo 30. avgusta, to je zadnja nedelja na koncu počitnic, ko bo vzporedno z bogoslužjem potekal poseben program za otroke, zunaj pred cerkvijo, kot običajno imamo predstavo za otroke. V soboto 19. septembra pa bo spet ponovno naslednje druženje, srečanje z delavnicami zunaj tukaj pri cerkvi, srečanje za otroke. Torej v nedeljo, zadnjo nedeljo na koncu počitnic bo predstava, soboto 19. septembra pa spet naslednje srečanje za otroke v naravi. Ker nam je mar za otroke in mlade, pa vabimo vse starše in tudi vse posameznike, da se vključimo v pobudo za skupno tedensko molitev za otroke. Odraščanje v današnjem svetu namreč prinaša izzive, s katerimi se mladi včasih težko soočajo sami, mi odrasli pa jim ne moremo in ne znamo vedno stati ob strani. Lahko pa naredimo zanje nekaj lepega in pomembnega, da jih v svojih molitvah in prošnjah zaupamo Bogu. Katja Lipičnik je dala krasno pobudo za povezovanje staršev in drugih vernikov v skupni molitvi.
In sicer vsako nedeljo zvečer ob 21. uri vzamemo si nekaj minut za osebno večerno molitev za otroke in mlade. Čeprav bomo vsak v svojem domu, bomo v tistem trenutku povezani v skupnem namenu. Ta molitvena pobuda bo spremljevalni del našega veroučnega programa. Torej vsako nedeljo ob 9. zvečer lahko se družimo in molimo za naše mlade. In na tak način izkažemo podporo, duhovno podporo, ki jo rabimo pravzaprav vsi. In ker potrebujemo vsi v natrpanem urniku opomnik, bomo vzpostavili tudi WhatsApp skupino, preko katere bomo ob nedeljah prejeli opomnik, da je molitev ob 9. zvečer in mogoče zraven še kakšno spodbudno misel. To povezavo lahko potem delimo dalje po elektronski pošti svojim prijateljem, staršem, ki mislimo, da bi jim ki bi se želeli tej pobudi pridružiti. Tako, hvala za pozornost, za vse ta obvestila, da smo jim prisluhnili. Sedaj pa preusmerimo svoj pogled od vsakdanjih opravil in skrbi k Bogu, katerega zvestoba nas spremlja iz dneva v dan. Z njim stopamo tudi v nov teden in njegova milost nam pri tem pomaga. Zapojmo uvodno pesem Tvoja zvestoba velika je, Oče. Prisluhnimo današnjemu svetopisemskemu vodilu iz knjige
Izaija 43. poglavje, kjer pravi takole: Zdaj pa tako govori Gospod, nikar se ne boj, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu, moj si. Na Božjo besedo lahko odgovorimo z molitvijo iz 139. psalma, kjer je zapisano: Gospod, preizkusil si me in me poznaš, poznaš moje sedenje in moje vstajanje, oddaleč razumeš moje misli, opazuješ moje potovanje in moje počivanje, z vsemi mojimi potmi si seznanjen. Zares, besede še ni na mojem jeziku, glej, ti, Gospod, si jo že spoznal v celoti. Zadaj in spredaj me obdajaš in name polagaš svojo roko. Prečudovito je zame spoznanje, previsoko je, ne morem ga doseči. Preizkusi me, o Bog, spoznaj moje srce, preizkusi me in spoznaj moje vznemirljive misli. Poglej, ali je pri meni pot bridkosti in vodi me po večni poti. Bratje in sestre, Bog nas pozna bolje, kakor poznamo sami sebe. Pozna naše misli, naše poti, naše srce. Zato lahko pred njega stopimo brez strahu, zaupanjem in iskrenostjo in mu izročimo vse, kar nas bremeni. Skupaj izpovejmo svoje grehe. Ljubeči Bog, hvala ti, da nas poznaš po imenu in da nas spremljaš zvesto skozi vse dni našega življenja. Kljub temu priznavamo, da pogosto živimo, kakor da bi bili prepuščeni sami sebi. Prevečkrat pozabljamo na tvojo bližino, dvomimo v tvojo skrb in ne zaupamo tvojim obljubam. Priznavamo tudi, da ne ravnamo vedno kot dobri oskrbniki darov, ki si nam jih zaupal. To so medsebojni odnosi, stvarstvo in ljudje okoli nas. Odpusti nam, kadar živimo le zase in premalo mislimo nate in na bližnjega. Po svojem svetem duhu nas obnovi, utrdi našo vero in nas vodi po poteh, po katerih bomo z veseljem hodili kot tvoji otroci. Amen. Besede milosti nas tolažijo po preroku Ezekijelu, kjer pravi takole: Vendar se bom spomnil svoje zaveze s tabo v dneh tvoje mladosti in bom sklenil s teboj večno zavezo. Ker se Bog spominja svoje zaveze in ker nam je v Jezusu Kristusu podarjen mir z Bogom, mu skupaj lahko zakličemo besede: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Molimo. Zvesti Bog, hvala ti, da nas poznaš po imenu in da nas kličeš za svoje. Hvala ti za tvojo ljubezen, ki ne omahne, tudi kadar je naša vera šibka, in za tvojo zvestobo, ki ostaja iz roda v rod. Prosimo te, utrjuj naše zaupanje v tvoje obljube. Daj nam odprte oči za ljudi okoli nas, hvaležno srce za vse tvoje darove in pogum, da bomo zvesto hodili za teboj. Blagoslovi naše družine, naše otroke in mlade, ter vse, ki iščejo tvojo bližino. Naj nas spremlja gotovost, da smo tvoji in da nas vodiš po poti življenja. Po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Ker smo slišali Božjo obljubo in prejeli zagotovilo njegove milosti, stopimo pred Boga s pesmijo in veseljem. Zapojmo, pridite v njegove dvore s hvalnico.
Izvolite sesti. Preden bomo slišali današnje berilo, bi nekaj besed namenila zaupanju. Zaupanje je nekaj, brez česar ne moremo živeti. Morda kdo zase pravi, da nikomur ne zaupa, a če dobro pomislimo, to ne drži. Človek zaupa nekomu, ki je zvest, zanesljiv, pošten, iskren in drži svojo besedo. Običajno zaupamo staršem, prijateljem, partnerju, sodelavcem, torej ljudem, ki jih poznamo. Kaj pa neznancem? Rekli boste, ne, neznancem pa ne moremo zaupati. Pa vendar jim zaupamo pogosteje, kot se zavedamo. Zaupamo trgovcu, da nam ne bo prodal pokvarjene robe. Zaupamo vozniku, ki nam pripelje nasproti, da bo ostal na svojem voznem pasu in se ne bo zgodila nesreča. Zaupamo prodajalki na tržnici, da je meso res domače in sveže, in kirurgu, da bo vestno opravil zahtevno operacijo. Zaupanje je torej nujni del našega vsakdana. Brez njega bi živeli v nenehnem strahu in skrbeh. Ne bi mogli normalno delovati. Če pa lahko zaupamo ljudem, ki so zmotljivi, grešni in nas včasih razočarajo, koliko bolj lahko zaupamo našemu nebeškemu Očetu. On nas je izbral, ker nas ljubi, in mi smo njegovi. Današnje berilo je iz 5. Mojzesove knjige, 7. poglavje, 6. do 9. vrstica. Izrael, Bogu posvečeno ljudstvo. Kajti sveto ljudstvo si Gospodu, svojemu Bogu. Gospod, tvoj Bog, te je izbral, da boš ljudstvo njegove osebne lastnine izmed vseh ljudstev, ki so na površju zemlje. Gospod se ni nagnil k vam in vas izbral zato, ker bi bili številčnejši od vseh drugih ljudstev, saj ste najmanjši izmed vseh. Temveč zato, ker vas Gospod ljubi in hoče držati prisego, ki jo je dal vašim očetom, vas je Gospod izpeljal z močno roko in vas rešil iz hiše sužnosti, iz roke egiptovskega kralja faraona. Vedi torej, da je Gospod, tvoj Bog, Bog, zvesti Bog, ki ohranja zavezo in dobroto tistim, ki ga ljubijo in izpolnjujejo njegove zapovedi do 1000. rodu. Iz odlomka lahko razberemo Božjo ljubezen do nas in njegovo zvestobo. Bog nas ni izbral zaradi naših zaslug, ampak ker nas ljubi. Takšna je njegova narava. In ker njegova ljubezen ni odvisna od naših zaslug, ji lahko zaupamo. Bog ni muhast, ne spreminja svojih odločitev glede na razpoloženje. Človek lahko obljubi marsikaj, pa obljube ne izpolni. Bog pa je zvesti Bog, to je že večkrat dokazal. Izraelce je rešil sužnosti in tudi mi se lahko ozremo nazaj in vidimo, kolikokrat nas je Bog že vodil skozi težke trenutke. Zadnji del odlomka pa govori o izpolnjevanju zapovedi. To ni pogoj, da si prislužimo Božjo ljubezen, ampak odgovor človeka, ki zaupa. Če otroci zaupajo staršem, bodo sprejeli njihove nasvete, ne iz strahu, ampak iz hvaležnosti in ljubezni. Bratje, sestre, Bog nas pozna po imenu, ni oddaljen opazovalec, ampak hodi z nami skozi naše preizkušnje. Zato mu res lahko zaupamo svoje skrbi, strahove, bremena. In ko se znajdemo v težkih trenutkih, se spomnimo, da smo njegovi. Na to obljubo se lahko zanesemo in na njej gradimo svoje življenje. In preden bomo skupaj slavili našega Gospoda, prisluhnimo še pesmi, ki pravi: Kdo sem jaz? Glas. Kdo sem jaz, da
svetloba jutranja mi razsvetlila pot, ko ne vem nekam nekod. In ne zato, ker sem zato, ker si Gospod. Ne zato, ker sam storim, jaz živim, ker si moj Bog. Jaz sem le žarek, ki ugaša, glas, ki v temi se oglaša. Sem pot, ki se izmika, kot svetu vetru sam leti. Slišiš, ko zajočam, veš, kaj si želim, kaj hočem. Ti edini veš, kdo sem. Jaz sem tvoj, jaz sem tvoj. To sem jaz, da oko, ki vidi vse, ljubeče gleda me, ko znova dvignem se. To sem jaz, da tvoj glas, ki stravi har, pokliče moje ime in mi umiri srce. In ne zato, sem zato, ker si Gospod. In ne zato, ker sam storim, jaz živim, ker si moj Bog. Jaz sem le žarek, ki ugaša, glas, ki v temi se oglaša. Sem pot, ki se izmika, kot svetu vetru sam leti. Slišiš, ko zajočam, veš, kaj si želim, kaj hočem. Ti edini veš, kdo sem. Jaz sem le žarek, ki ugaša, glas, ki v temi se oglaša. Sem pot, ki se izmika, kot svetu vetru sam leti. Slišiš, ko zajočam, veš, kaj si želim, kaj hočem. Ti edini veš, kdo sem. Jaz sem tvoj, jaz sem tvoj.
višji si in zavetje, močna utrdba si ti. Na vsak moj dih in vsak utrip, tebe vedno le častim. Zemlja naj vzkliga in Bogu da čast, za veličastnost pripada.
vedom tebi klanjam se, sveti Bog časti, si vreden se, Gospod proslavljam te. Sveti Bog časti, si vreden se, Gospod proslavljam te. Dobri Bog, hvala, ker smo odkupljeni, ker smo ti dragoceni, ker smo ljubljeni. Hvala, ker si vedno z nami. Pomagaj nam, da bo raslo naše zaupanje vate in da bomo z zaupanjem stopali po poti, ki si nam jo pripravil, saj smo vendar tvoji, tvoji sinovi in tvoje hčere. Tebi gre vsa slava in čast na vekov veke. Amen. Sledi utrinek za otroke. Dragi otroci, vabljeni naprej. Na vrsti je utrinek za otroke, to je prilagojena misel prav za vašo starost, za mlade, za najstnike, za otroke. In sicer, vsi imate ključe, drži? Ključe od vrat, od kakšne knjige, ki je samo vaša, od kolesa. Imate kakšne ključe? Nimate? Kdo ima kakšne ključe? Aha, super. Od omarice, od šolske omarice recimo, tako, bravo. In kaj imamo na ključih ponavadi? Obeske. Kakšne obeske imate? Lepe, super. Kakšno takšno lisičko? Ima kdo lisičko? Zelo lepa, ne? Lisičko, to imate recimo otroci. Kaj imate vi odrasli, malo starejši otroci, najstniki, kaj imate? Kaj za zaupati? Ni, skrivnost. Lego kocke. Akšno Lego kocko pa potem lahko s prijateljico skupaj zložite. To imate, super. Potem, kaj bi še lahko bilo za obeske? Kaj imate? Minecraft, aha, super, to je moderno zdaj, ja. Minecraft, Lego kocke so bili včasih, zdaj Minecraft, hvala za pomoč. Potem na obeskih je lahko tudi daljinc za vrata odpirati, imajo starši mogoče, a ne? Tole je pa meter, bravo. Meter, kaj bi pa meter lahko rabili na obesku? Če treba na hitro kaj izmeriti, ne? Kakšno parcelo, recimo. Ja, in seveda moderni starši, moderni otroci, imate za obeske, kaj? USB ključek, seveda. Logično. Starši sploh, informatiki. In še en poseben obesek vam pokažem, to je lučka obesek, ki sicer ne dela, včasih je, baterija je šla. Ribica, taka za dragulčki. To je znak kristjanov. Ja, včasih prvi kristjani so imeli ribice, pa so vedeli, kje so se nahajali. No in ta ribica je pa moderna, ker je še USB ključek noter. Vidite? Moderna ribica za moderne kristjane. Tako, zdaj pa eno nagradno vprašanje. Če bi imeli recimo nekoga zelo radi, kaj bi imeli na obesku? Srček, ja. Bravo. Pa kaj še? Pa njegovo ime, bravo. Tako imam tudi jaz obesek, na katerem piše Katja. Evo. Mogoče je to že malo staromodno, današnji posamezniki imajo svoje ime. Ne? Tako, vidite, takšna imena. In še eno vprašanje, kaj pa mislite, da ima na obesku, svojem obesku, katero ime ima napisano Bog? Kakšna ideja? Katero ime ima na svojem obesku napisano Bog? Ne? Še kdo? Ne?
Še kdo? Ne, bom kar vam izdal skrivnost. Tvoje ime, tvoje ime, tvoje ime, tvoje ime, tvoje ime, tvoje ime. Torej, Bog ima na obesku napisano tvoje ime. Kako je to možno? Toliko imen, toliko posameznikov, a Bog ima prav tvoje ime. To je tak elektronski obesek, kot parkirišča moderna, kot telefoni, takoj te prepozna, tudi parkirišče, avto, ali je plačal ali ni, že poskenira kamera. Tako tudi Božji obesek takoj poskenira, kdo gleda na Boga, na to ime, tvoje ime se takoj izpiše. In to nam sporoča, da je na Božjem obesku tvoje ime, nam sporoča, da je v njegovem srcu prostor zate, za vsakega izmed vas. In vsakič, ko boste videli kakšen obesek, se lahko spomnite na to, da ima Bog tvoje ime na svojem obesku. Tako kot smo danes slišali v bibličnem vodilu, kjer pravi, ne boj se, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu, moj si, po tvojem imenu. To pomeni, da je na Božjem obesku tvoje ime, da te ima Bog rad, da te pozna po imenu, da skrbi zate, da mu je mar zate. Kako se vam to zdi? Smiselno? Lepo? Ganljivo, a ne? Super, hvala vam za pozornost, otroci. Sedaj pa sledi še kolekta in Božja beseda. Najmlajši pa boste lahko šli z veroučiteljico. Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Drage sestre, dragi bratje in vsi, ki nas spremljate preko telekomunikacijskih sredstev. Naj vas vprašam eno vprašanje. Kaj mislite, česa se odrasli ljudje najbolj bojimo? Na to vprašanje bi verjetno dobili veliko različnih odgovorov. Nekdo bi rekel, da bolezni, spet drugi, da smrti, tretji morda izgube službe, četrti vojne. To, da veste, ko raziskovalci preučujejo in preučujemo človeške strahove, vedno znova odkrijejo, da je eden izmed najglobjih človeških strahov občutek, da bomo sredi stiske, sredi krivice ostali sami.
Da ne bo nikogar, ki bi nas razumel, nikogar, ki bi nas držal po konci, ko bomo sami prešibki. In če smo pošteni, vemo, da je v tem zagotovo nekaj resnice. Pomislite, postaneš starš in ugotoviš, da na žalost nihče ni pripravil priročnika za vse izzive starševstva. Postaneš zakonec, partner in ugotoviš, da ljubezen zahteva bistveno več potrpežljivosti, kot si kadarkoli predstavljal. Postaneš delavec, vodja, skrbnik ostarelih staršev, prijatelj človeku v stiski in odkriješ, da življenje od tebe zahteva več, kot imaš občutek, da lahko daš. Prav zato so prve besede današnjega odlomka, ki smo jih slišali že v bibličnem vodilu, tako presunljive. Bog namreč ne začne z razlago, s teoretiziranjem trpljenja, ne začne s teološko razpravo, ne začne s tistim stavkom veste in potem 3 pikice vi morate. Ne začne z zapovedjo ali z očitki, začne z odnosom. Nikar se ne boj, saj sem te vendar odkupil, poklical sem te po imenu, moj si. Preden govori o nevarnosti, govori o ljubezni, kot bi hotel reči, preden se začneva pogovarjati o tvojih težavah, moraš najprej vedeti, čigav si. Pred leti je ameriški odvetnik Horatio Spafford doživel tragedijo za tragedijo. Najprej je v velikem požaru v Chicagu izgubil skoraj vse svoje premoženje. Ko se je poskušal pobrati, je kmalu zatem izgubil še svoje 4 hčerke v brodolomu na Atlantiku. Njegova žena mu je iz Evrope poslala kratek telegram. Saved alone. Rešena sama, rešena edina. Predstavljajte si tisti trenutek. 2 besedi. In v teh 2 besedah ves zlom njegovega sveta. Kasneje je Spafford z ladjo plul mimo kraja, kjer so umrle njegove hčerke. Tam je napisal besedilo tiste znane pesmi, ki jo tudi mi tako radi pojemo, največkrat ravno ob pogrebih, in je postala ena najbolj znanih krščanskih himen, ki nosi naslov It is well with my soul, ali v duši mi dobro je. Vedno me je zanimalo, kako lahko človek po takšni tragediji izgovori takšne besede. Odgovor je v tem, da ga trpljenje ni ločilo od Boga. Še ena podoba mi prihaja na misel. Po velikih potresih, kot smo jim bili priča pred kratkim, in naravnih nesrečah, reševalci pogosto pripovedujejo, da če poznajo imena pogrešanih, ne vpijejo samo je kdo tam, pač pa kličejo preživele po imenu. Zakaj? Ker človek, ki leži pod ruševinami, zasliši svoje ime, dobi upanje. Nekdo ve, da obstaja, nekdo ga išče, nekdo ni obupal nad njim. In natanko to se dogaja tudi v današnjem svetopisemskem besedilu. Preberimo sedaj skupaj odlomek, ki je zapisan v knjigi preroka Izaija v 43. poglavju, od 1. do 3. vrstice, kjer bomo videli, da Bog ni seznanjen z našimi težavami, pač pa ga ganejo naše rane. Bog sicer pozna našo zgodovino, še bolj pa ga zanima naša zgodba. Zato vstanimo skupaj in preberimo tele besede. Zdaj pa tako govori Gospod, tvoj stvarnik, o Jakob, tvoj upodabljavec, o Izrael. Nikar se ne boj, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu, moj si. Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj, ko čez reke te ne poplavijo, ko pojdeš skozi ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo ožgal, saj sem jaz, Gospod tvoj Bog, sveti Izraelov, tvoj rešitelj. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Drage sestre, dragi bratje, če želimo doumeti, kako radikalne so bile te besede, potem poglejmo malce v ozadje in v kontekst. Prebrani odlomek je bil namenjen ljudem, ki so izgubili čisto vse. Zapis je namreč nastal v času babilonskega izgnanstva. Jeruzalem je porušen, tempelj, središče njihove vere in življenja je uničen.
Mesto, ki je predstavljalo simbol Božje navzočnosti, leži v ruševinah. Ljudstvo je razseljeno. Mnogi so živeli v tuji deželi ob velikih rekah Babilona, to sta bili predvsem reki Evfrat in Tigris, ter številnih kanalih, ki so napajali rodovitno mezopotamsko ravnino. Oni so prihajali iz gričevnate Judeje, iz pokrajine oljk, vinogradov, kamnitih pobočij. Zdaj pa so se kar naenkrat znašli sredi sveta velikih palač, mogočnega imperija, ki je na videz premagal vse. Zato tudi ni naključje, da Psalm 137 začne z besedami: ob rekah babilonskih smo sedeli in jokali, ko smo se spominjali Siona. To niso samo solze nostalgije, to so solze izgubljene identitete. Predstavljajte si njihovo stanje. Izgubili so politično svobodo, deželo, dom, občutek, kdo sploh so. Njihovo največje vprašanje ni bilo, kdaj se bomo vrnili domov, ampak ali smo sploh še Božje ljudstvo? Kje je Bog? Ali nas je Bog zapustil? To vprašanje ni tuje sodobnemu človeku. Tudi mi danes doživljamo različna izgnanstva, izguba službe, upokojitev, ločitev, bolezen, smrt bližnjega, druge težave, ki jih imamo, krivice, mobing na delovnem mestu in vse te stvari, ki zamajajo naš odgovor na vprašanje, kdo sem. Identiteto namreč največkrat gradimo na svojih vlogah. Sem oče, mati, zakonec, strokovnjak, sem zaposlen, sem uspešen, sem zdrav, sem koristen človek. Toda kaj ostane, ko življenje eno za drugo odnese vse te naše oznake in vloge? Prav s tem vprašanjem so se soočali tudi izgnanci ob rekah Babilona. Babilon v Svetem pismu ni le geografski kraj, pač pa je eksistencialno stanje, prostor, kjer se človek vpraša, kdo sem, ko izgubim vse, na kar sem se opiral. Kdo sem, ko se mi v enem trenutku sesuje moj svet. Bog, izgnance vseh vrst, tudi mene in tebe, spomni na pomembno dejstvo, da je on Gospod, naš stvarnik, o Jakob, naš upodabljavec, o Izrael. S tem nas spomni na našo identiteto. Pri tem zanimivo uporabi dve imeni, če ste bili pozorni, Jakob in Izrael. Na prvi pogled se to zdi nepomembna podrobnost. Jakob in Izrael, pa saj to sta vendar isti osebi, to je vendar ista oseba. Dve imeni za isto osebo. Toda glejmo globje, gre za simboliko. Jakob je ime, ki ga jaz in ti nosiva od rojstva. In veste, zgodba Jakoba ni posebej junaška. Že njegovo ime je povezano z idejo nekoga, ki skuša prehiteti drugega, ki svojo pot pogosto utira s prevaro in zvijačo. Ko beremo o Jakobu, srečamo človeka, ki se boji, skriva, včasih manipulira, beži in se nenehno bori za potrditev. Koliko Jakoba najdemo v sodobnem človeku? Koliko energije porabimo za to, da se dokazujemo, da smo dovolj dobri, dovolj uspešni, dovolj sposobni, pa tudi, veste, ta je še najhujša, dovolj duhovni, dovolj sveti, dovolj pomembni. Jakob je človek, ki živi iz strahu, da sam po sebi ni dovolj. Večkrat se počutim kot Jakob. Toda potem pride tista skrivnostna noč boja z Bogom, ko Jakob ne more več bežati, niti pred svojim bratom, niti pred svojo preteklostjo, niti pred samim seboj. In tam prejme, kot beremo v Svetem pismu, novo ime, Izrael. Tam ga Bog sreča v njegovi ranljivosti. Veste, rabini so v tej dvojnosti, ko pisec pravi Jakob in Izrael, videli veliko modrost. Večkrat so poudarili, da Bog namenoma izgovori obe imeni skupaj, kakor da bi rekel, poznam svojega Jakoba in hkrati poznam svojega Izraela. Torej, z drugimi besedami,
poznam človeka, kakršen si, z vsemi svojimi napakami. In hkrati poznam Izraela, poznam človeka, kakršen postajaš. Poznam tvoje pace in strahove. Poznam pa tudi prihodnost, ki jo pripravljam zate. To je zelo pomembno, veste, ker ljudje ponavadi delamo drugače. Nekatere skrčimo na njihove Jakobe, na njihove napake. Spet druge ujamemo v idealizirano podobo Izraela, ki jo morajo non-stop vzdrževati. Bog pa vidi oboje hkrati. Vidi grešnega in svetega človeka. Vidi našo preteklost in našo prihodnost. Zato je njegova ljubezen drugačna. Ljubi nas takšne, kot smo, kot Jakobe. Hkrati pa nas vodi k temu, kar lahko postanemo, kot Izrael. Prav v tem se skriva jedro relacijske teologije. V središču svetopisemske vere ni popoln človek, pač pa je odnos z Bogom. Bog pozna naše dvome, neuspehe, strahove, našo utrujenost in veste, nič od tega ga ne preseneča. Saj vedno znova pravi, nikar se ne boj. Poklical sem te po imenu. Moj si, tvoj stvarnik, o Jakob, tvoj upodabljavec, o Izrael. Zakaj pravi stvarnik? Ker je beseda stvarnik povezana z ustvarjanjem. To je tista ista beseda, ki se pojavi na prvi strani Svetega pisma. Bog nam sporoča, če sem ustvaril svet, lahko ustvarim tudi novo prihodnost za vas. Toda Izaija uporabi še drugo besedo, upodabljavec. Hebrejski izraz nam prikliče podobo starega lončarja, ki z rokami oblikuje glino. To pomeni, da Bog ni le tisti, ki je nekoč ustvaril človeka, ampak je tisti, ki ga še vedno oblikuje oziroma se ga dotika. Bog se namreč človeka dotika. Zato naša življenja niso prepuščena naključju. Smo delo umetnika. Prav zato Bog prav vsakega od nas kliče po imenu. Vse se začne z odnosom. Človek najde samega sebe šele, ko odkrije, da je bil že od svojega začetka poznan po imenu, po svojem prstnem odtisu. Ko pri krstu izgovorimo ime otroka ali odraslega, to ni zgolj formalnost. Cerkev namreč s tem izpoveduje, da Bog ne kliče anonimno, pač pa kliče konkretno osebo. Kliče kakor dobri pastir in njegove ovce poznajo njegov glas. Potem pa pridemo do verjetno najbolj znanega dela tega odlomka, kjer pravi, ko pojdeš čez vodo, bom s teboj in čez reke te ne poplavijo. Te besede pogosto preberemo prehitro. Slišimo voda, pomislimo na težave. Slišimo reke, pomislimo na preizkušnje. Toda Izaijeve besede so dosti bogatejše. V Svetem pismu so vode največkrat simbol kaosa in sil, ki jih človek ne more obvladovati. To pomeni, da je simbolika reke in vode nekaj, kar nas pritiska od zunaj in na to pač nimamo vpliva. Že na začetku Svetega pisma beremo, da je bila tema nad globinami voda. Pred človekom ne stoji urejen svet, pač pa kaos. Prvo Božje dejanje zato ni ustvarjanje človeka, seveda simbolno, pač pa krotitev kaosa. Bog omeji vode in ustvari prostor za življenje. Ta podoba se nato ponavlja skozi celotno zgodbo odrešenja. Poglejte, Noe gre skozi vode potopa, Izrael stopi pred Rdeče morje, Jona se znajde v globinah morja. Psalmisti kličejo, vode so mi segle do vratu. To ni jezik geografije, to je jezik človeške duše. To je človek, ki vpije, izgubljam tla pod nogami, ne vem več, kaj storiti, življenje postaja pretežko, večje od mene. Tudi v Novi zavezi se ta simbolika nadaljuje. Jezus pomiri vihar in s tem pokaže, da je gospodar nad kaosem. Peter hodi po vodi, dokler gleda Kristusa. Ko pa začne gledati valove, začne toniti. Kolikokrat je to tudi moja in tvoja zgodba? Dokler gledamo Kristusa, imamo smer.
Ko pa ves pogled usmerimo v strahove, skrbi, probleme, začne naša duša toniti. Bog pa človeka pogosto spremlja prav skozi težavo. Poglejte, Bog ne reče, če bo šel skozi vode, pač pa pravi, ko boš šel skozi vode. Bog nam ne obljublja življenja brez bolezni, žalovanja, vprašajev, dvomov. Pač pa pravi, da bo z nami. Vode zato predstavljajo vse tisto, nad čimer nimamo nadzora. Včasih je voda depresija, včasih težka diagnoza, včasih mobing na delovnem mestu, včasih osamljenost sredi množice, včasih eksistencialna negotovost in vprašanje, kam gre moje življenje? Voda je vse tisto, zaradi česar imamo občutek, da tonemo. Toda Izaija ne govori samo o vodi, govori tudi o rekah. Če voda predstavlja kaos, potem reka predstavlja tok, nekaj, kar ima smer in človeka nosi, včasih tudi tja, kamor si sam ne bi želel. Izgnanci so to zelo dobro razumeli. Vsak dan so gledali reke Babilona in vedeli, da jih tja ni pripeljala lastna izbira, pač pa tok zgodovine, politike, dogodkov. Podobno se tudi mi danes ozremo nazaj in rečemo, tako si pač nisem predstavljal svojega življenja, nisem načrtoval te bolezni, nisem načrtoval tega razhoda, nisem načrtoval teh skrbi. Nekaj me je odneslo, kot reka. Tudi danes nas nosijo različni tokovi. Tok kulture in miselnosti, ki pravi, da moraš biti bogat, uspešen, lep in vreden. Tok primerjanja, ki pravi, da ob življenju drugih ljudi dobimo občutek, da gre vsem bolje kot nam. Tok informacij, ki nas ves čas bombardirajo z novicami, z mnenji, stališči, obvestili. Tok pričakovanj, ki od nas zahteva, da smo vedno produktivni, nasmejani, dosegljivi. Zato je naslednja obljuba tako nežna. Reke te ne bodo poplavile. Poplava je nekaj več kot voda, pomeni izgubo meja. Takrat človek ne ve več, kje se konča problem in kje se začne njegova identiteta, ker se vse zlije v veliko zmedo. To je tudi duhovna poplava. Veste, podoba rek v Svetem pismu ni samo negativna. V Edenu reka izvira iz Božje navzočnosti in prinaša življenje. V Babilonu postane simbol izgnanstva in žalovanja. Pri Izaiju zato reke predstavljajo vse sile zgodovine, kulture moči, ki človeka odnašajo proč od doma. Toda zgodba, drage sestre, dragi bratje, se tu ne konča. Pride namreč Kristus, z vso avtoriteto stopi v vode Jordana, pomiri vihar, hodi po vodi, kakor da bi želel pokazati, da kaos in globine nimajo zadnje besede. Nato pa se na križu zgodi še nekaj neverjetnega. Iz njegove prebodene strani priteče kaj? Kri in voda. Cerkveni očetje so v tem videli znamenje novega stvarjenja in rojstva cerkve. In potem Jezus, beremo v Janezu, reče tisto osupljivo obljubo, iz njegove notranjosti bodo tekle kaj? Reke žive vode. Kar je bilo nekoč simbol izgnanstva, postane v Kristusu simbol novega življenja. Kar je človeka nekoč odnašalo proč od Boga, začne po Svetem duhu teči od Boga k človeku. Zato ni presenetljivo, da se Sveto pismo konča z reko vode življenja, ki teče iz Božjega in Jagnjetovega prestola. Torej celotna zgodba odrešenja vodi od reke življenja v Edenu preko reke izgnanstva v Babilonu do reke življenja v Božjem kraljestvu. In dragi zbrani, to je resničnost, v katerem smo bili in ste bili vključeni pri krstu. Voda, ki je nekoč govorila o kaosu, smrti in izgubljenosti, postane znamenje novega rojstva. V krstu Bog tudi nam izreče isto obljubo, ki jo je izrekel Izraelcem. Moj si. Zato kristjan ne vstopa v reke življenja sam. Kajti Kristus je že stopil v najglobje vode smrti in iz njih vstal v novo življenje.
To se je seveda zgodilo na križu. Reke nas lahko preizkušajo, ne morejo pa nas več ločiti od Boga. Tok našega življenja morda včasih zavije skozi temne doline, toda njegova zadnja smer ni Babilon. Njegova zadnja smer je dom. Njegova zadnja smer je pot k očetu. Izvir, iz katerega smo prišli, nas po Kristusu vleče nazaj. Če voda v Svetem pismu največkrat predstavlja kaos, izgubo nadzora in sile, ki človeka ogrožajo od zunaj, potem ogenj predstavlja nekaj drugega. Ogenj je povezan z notranjimi preizkušnjami, ki človeka oblikujejo od znotraj. Zato pravi Izaija, ko pojdeš skozi ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo ožgal. Če voda sprašuje, ali boš obstal, potem ogenj postavlja drugo vprašanje. Kaj bo ostalo, ko bo vse odvečno zgorelo? Zanimivo je, da je ogenj v Svetem pismu pogosto povezan z Božjo navzočnostjo. Mojzes sreča Boga v gorečem grmu, ki gori, a ne zgori. To je nenavadna podoba. Ogenj, ki ne uničuje, pač pa spreminja. Mojzes pride kot begunec, kot človek poraza, odide pa kot poklican človek. Ogenj ga ni uničil, pač pa preoblikoval. Podobno na Sinaju ogenj postane znamenje Božje svetosti. Veste, svetost človeka postavi pred ogledalo, pred resnico. Maske začenjajo odpadati, samo prevare in samo iluzije se rušijo. Človek pa se začne soočati s tem, kar je pristno, kar je resnično v njem. Zato je tudi svetopisemska sodba najprej razkritje resnice, ne pa uničenje. Preroki radi uporabljajo podobo talilnice. Saj vemo, zakaj zlatar da zlato v ogenj. Ne zato, ker ga želi uničiti, ker ga sovraži, pač pa ker ga ceni. Ogenj odstrani vse tisto, kar ni zlato. Enako misel prevzame apostol Peter, ko pravi, da se vera kakor zlato preizkuša v ognju. Bog ne pošilja ognja zato, da bi uničil vero, pač pa da bi očistil vse tisto, kar vera ni. Pridemo tudi do binkošti. Tudi na učence se spustijo ognjeni jeziki. Ogenj se pojavi še enkrat, vendar tokrat kot znamenje novega stvarjenja. To je ogenj, ki strah spreminja v pogum, razpršene ljudi v občestvo in učence v pričevalce. Če vse te podobe povežemo skupaj, opazimo nekaj pomembnega. V Svetem pismu ogenj nikoli ni le uničevalec, je preoblikovalec. Razkriva, očiščuje, posvečuje, prebuja in ustvarja nekaj novega. Kaj pa so današnji ognji? Nekateri od vas, drage sestre, dragi bratje, nosite ogenj izgorelosti. Dolga leta služite drugim, izpolnjujete pričakovanja drugih, nosite težke odgovornosti navzven, pa še komaj stojite. Drugi morda živite v ognju krivde, zaradi odločitev, besed in dejanj, ki jih pač ni možno več vzeti nazaj. Tretji morda hodite skozi ogenj razpadlih odnosov, izdaje, odtujenosti. Spet drugi, morda nosite ogenj notranje praznine. Navzven je vse videti urejeno, v notranjosti pa morda vladata tišina in občutek Božje oddaljenosti, Božje zapuščenosti. Veste, morda je prav ta zadnji ogenj eden izmed najtežjih. Ko človek išče Boga, pa ga ne čuti, ko veruje, pa ne občuti vere. To je v bistvu plamen, tisti najbolj vroči del ognja, najtemnejša noč, najglobji obup. In prav tam vam Bog pravi in nam vsem, plamen nas ne bo ožgal. To obljubo Bog v Kristusu tudi dokaže. Ne ostane na varni razdalji, ne daje navodil z obale, pač pa sam stopi v ogenj križa. Zato kristjan ne veruje v Boga, ki trpljenje razume oddaleč, ki ga teoretizira, pač pa verujemo v Boga, ki je sam šel skozi največjo reko in največji ogenj, ko je nase prevzel križ. Bog sam postane sopotnik v našem trpljenju. Zato je kristjan človek, ki gre skozi smrt skupaj s Kristusom.
Drage sestre, dragi bratje, zaključujem. Danes smo videli, da voda in ogenj govorita o našem življenju. Voda predstavlja vse tisto, kar nas ogroža od zunaj in na to pač nimamo vpliva. Ogenj pa je tisto, kar nas preoblikuje od znotraj. Toda skozi vse te podobe se ponavlja ista Božja obljuba. Bog je z nami. Na letošnjih srečanjih za otroke smo naše duhovno srečanje oziroma misel zaključili z eno prispodobo, ki bi jo rada delila tudi z vami. Poglejte, v tej škatlici je nekdo, ki ga Bog pozna po imenu. Tu notri je nekdo, ki mu Bog pravi, nikar se ne boj. Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj. Ko pojdeš skozi ogenj, ne zgoriš, ker si moj. Težavo imamo, da pogosto tekmujemo med seboj in si mislimo, čigavo ime je zapisano tu notri. Vsak od nas si želi, da bi bilo njegovo ime zapisano tu notri. Zakaj bi bil nekdo od nas slabši od nekoga drugega? Toda, dragi bratje, drage sestre, ne imenujemo se zastonj bratje in sestre. To ni krščanski žargon ali floskula. Kaj povezuje brate in sestre? Dom, skupni oče, Bog, kot pravi tudi v molitvi, Jezusovi molitvi, oče naš, torej naš skupni oče. In zato, ko odpremo tukaj tole škatlico, veste, kaj tukaj notri piše? Kdo je Božji? Vsak od vas, ki se pogleda notri, najde svoj obraz. Kajti prav vsak od nas je Božji. Bog je namreč zapisal tvoje in moje ime notri. Zato se tu notri skriva ogledalo. Nikar se ne bojmo, drage sestre, dragi bratje. Bog nas je ustvaril, on nas oblikuje in kliče k sebi. Zato pravi, da smo njegovi. In ko se bomo znašli sredi stisk, sredi ognja, sredi vode, naj nam odzvanjajo te besede, nikar se ne boj, moj si, jaz sem te odkupil. In mir Božji, ki presega ves razum, človeški, naj varuje vaša srca, vaše misli, po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molimo. Gospod naš Bog, hvala ti, da nas poznaš po imenu, da nas kličeš za svoje. Hvala ti, da nas ne zapustiš, ne v vodah, ko izgubljamo tla pod nogami, ne v ognju, ko nas preizkušnje prečiščujejo in oblikujejo. Kadar nas preplavijo skrbi, bodi naša trdna skala. Kadar hodimo skozi bolečino, izgubo ali negotovost, nas spomni, da smo v tvojih rokah. Kadar nas bremenijo krivda, strah ali utrujenost, nam daj pogum, da se oprimemo tvoje obljube. Hvala ti za Kristusa, ki je stopil v najglobje vode in najtežji ogenj našega trpljenja, ter nam odprl pot v novo življenje. Naj nas njegov sveti duh vsak dan spominja, da smo tvoji, ljubljeni in nikoli sami. V zaupanju ti izročamo sebe, svoje bližnje, svoje družine in vse, ki danes hodijo skozi globoke vode ali vroč ogenj preizkušenj. Po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Zaključili bomo s pesmijo, ki je povzetek prebranega odlomka. Ko pojdeš čez vodo, sem s teboj. Ko greš skozi ogenj, te ne uniči.
Svoje prošnje in zahvale lahko izrazimo Bogu, tako da skupaj molimo molitev Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker Tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Prejmimo še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nate in ti podeli mir. Amen.